Ampak je rekel, da bo šel gasiti ta požar, ki ga Golob pušča za sabo, samo če res ugotovi, da ima ustrezno gasilsko opremo, po domače povedano trdno večino tistih recimo 48 glasov. Upam, da ni kakšne zacvikane žičke. Če bi gozdne živali tako vneto iskale hrano za preživetje, kot je Musarjeva v prvem krogu mandatarja, bi bili bolj lačni, ne? To je Tedenski safari, podcast za leve in desne, pa tudi leve in besne. Ja, ta teden pa še posebej za Natašo Pirc Musar, nekoliko manj pa recimo za Roberta Goloba, ne, ki je povsem mrknil iz političnega dogajanja zadnjih dni. Ne. Bojo pa Peter z nama zagotovo bogataši, ki jih obilno razbremenjuje novi interventni zakon bodoče koalicije. Ja, in glede na to, kako veliko teh bogatašev je v Sloveniji, mislim, da bo imela ta oddaja kar dobro gledanost. Dober doseg. Ja, zdaj, če greva seveda k točki, ki se iz zadnje tedne nikakor ne gre izogniti, sestavljanje nove 16. slovenske vlade. Teden je zaznamovala poteza predsednice republike, da predčasno zapre prvi krog iskanja bodočega mandatarja. Ne? In če dodava še to, no, ker je vendarle praznični prvomajski teden, smo se za predčasno objavo safarija odločili tudi mi. Ne? Smo rekli, ne moramo ljudi pustiti, ne, da ne bi imeli safarija, hkrati pa da ne bomo bili za 1. maj na praznik dela, smo danes en dan prej. Ne? Deloma morda celo iz podobnih motivov. Tudi Nataša Pirc Musar potrebuje kak dan oddiha več. Ne? Poglejva. Razmerja v državnem zboru so bolj izoblikovana, kot so bila razvidna na posvetovanjih. Prav je, da se ta stališča zdaj tudi jasno izrazijo. Tako kot v javnosti je bilo tudi na posvetih veliko sprenevedanja in neiskrenosti. Predsednico še kako razumem, ker je bila tudi skupaj z mano na sestanku Snava, ko je direktor agencije SOVA, varnostno-obveščevalne službe, zelo jasno predstavil aktivnosti protiobveščevalne službe izraelske v Sloveniji. In če imaš kaj morale, predsednica ima, ne moreš predlagati Janeza Janše iz tega vidika. Tako da jaz mislim, da je predsednica republike se odločila, ker je v tem trenutku politično najbolj ustreza, da bi morebitni predlog gospoda Janše najbolj zamerili njeni volivci in se je na tej točki odločila predvsem politično in ne toliko v smislu, ker ji ustava nalaga. Jaz sem opravila svojo ustavno-pravno dolžnost, ustava mene ne sili, da moram nekaj storiti, ampak ravnam po svoji vesti. Ja, Peter, če malo olupiva to potezo Pirc Musarjeve, nedvomno seveda je zadaj neke njene notranje politične taktike prisotne. Ne? Nataša Pirc Musar nikoli ni skrivala svojega levo-liberalnega političnega predznaka, zagotovo simbolno ne želi biti tista, ne, ki nekako preda mandat in oblast Janezu Janši. Po drugi strani pa mislim, da je treba biti toliko pošten, da rečemo, da v tem povolilnem času po 22. marcu v veliki meri ima svojo taktiko in neko igro tudi Janez Janša sam. Ne. Po mojem v prvi vrsti zaradi tega, ker je pred volitvami kar nekajkrat rekel, da neke šibke vlade ne bo vodil, ne. In zdaj ne sme izgledati, kot da se je takoj zaletel naslednjo sekundo, ne, skočil v objem svoji bodoči koaliciji, pač mora biti ta malo hard to get pristop. Tako da jaz osebno kaj velikega, zaradi česar bi se zlival prevelik žolč, da se je prvi krog končal 3-4 dni prej, vendarle ne vidim v tej potezi. Ne. Ja, uradno se bo končal 3-4 dni prej, v resnici bi se lahko še kak teden prej, neodvisno od tega, kako bi kurirji obvestili Zorana Stevanoviča. Ampak meni se zdi, tako bom rekel, no, Nataša Pirc Musar se mi zdi izrazito nespretna na tej svoji funkciji. Zdaj, predsednik ima pravico nominirati, kogar želi, ali pa ne nominirati, kogar želi. Ne? To je res. Ne? Se pravi, da pač konec koncu je sicer za moje pojme zelo nespretno, da pač ti očitnega mandatarskega kandidata na ta način poskušaš diskvalificirati, ampak zdaj, če smo čisto realni... Ja, pri tem je 3-krat rekla, ravno v tej izjavi, pred temi 3 mikrofoni, vrednote in še enkrat vrednote. Ne? Ampak če želiš nekoga pač ne izbrati, kakorkoli, imamo po ustavi
institute, ne, se pravi drugi krog, v katerem pač lahko poslanci predlagajo. Zdaj, lahko bi Pirc Musarjeva to naredila bolj elegantno, recimo pričakoval bi od predsednice, ki kaže nekaj več interesa tudi za prihodnost države, da bi naredila še en posvet s poslanskimi skupinami, recimo zdaj po prvomajskih praznikih in potem, ne, se pravi, če bi takoj po prvomajskih 4. 5. maja naredila še en posvet z vodji poslanskih skupin, če bi Janez Janša takrat dal signal, da je pripravljen, bi mu lahko dala mandat, pa pač ne, ali bi pa ocenila, da pač ne bo takrat zaključila. No, se mi zdi, da je nekako nerodno to zapeljala. Ja. In pred 1. majem pragmatično prižgala na telefonu ne moti, ne. Tudi to, kako je v bistvu se izognila pojasnilom, ne, ko so jo vabile televizije, da bi pojasnila te detajle, pa se nekako temu izmika, potem se pa na Twitterju prepira z posamezniki, tako nerodno, pač ne zna, se mi zdi, da recimo ne vem, pri Borutu Pahorju smo bili vajeni nekoliko bolj stilsko pač izpeljanih. Po mojem to, kaj ti ponavljaš, nerodno, jaz mislim, da si nekje iz svojega političnega pokoja oziroma penzije verjetno ponavlja tudi Pahor, ko gleda svojo naslednico. No, tisto, kar sem jaz želel reči, pa je, da nekako, če pogledaš z ene perspektive na to situacijo in na to potezo Pirc Musarjeve, pa je tudi win-win za obe strani. Ne? To pa je, ja. Se spomniš, kako sva pred 22. marcem govorila, da morda bistveno bolj kot Golob v drugem mandatu, ne, Musarjevi za njeno reelekcijo naslednje leto ustreza, da pride temni, ne, princ Janez Janša, in mislim, da je to kampanjo pred letom 27, ko bo ona ta glavna protivtež desno-sredinski koaliciji, že zdaj zagrabla in s tem začela. Po drugi strani to, da se je desni pol oziroma ta mehurček SDS-a recimo na X-u, ne, po mojem, glede na posledice, ki so skoraj nikakršne te poteze od predsednice, ne, dokaj aktiviral, je tudi na drugi strani začetek te neke kampanje, ali pa niti ne začetek, nadaljevanje neke trajne kampanje med levico in desnico v Sloveniji. Pač, mislim, zdaj, rekel, predsednica republike je naredila več napak. Že s tem, ko je najavila, da si želi tistih 46 podpisov, kar nikjer ni predvideno, da je zahteva. Ne? Se pravi, predsednica lahko nominira kogarkoli, ne glede na to, ima podpise, nima podpise, ima večino, nima večine, lahko ga nominira. Potem se pa išče, ali ima večino ali ne. Zdaj, takrat se zdi, da je narobe ocenila, kakšen bo rezultat in se je hotela zaščititi, zdaj se mora pa ven vleči iz drugačnega rezultata, ne? Ker je rezultat ravno nasprotno, kot je pričakovala. Ona je pričakovala, da bo Janša relativni zmagovalec, pa da bo Golob sestavil koalicijo na drugem mestu, zdaj pa Golob relativni zmagovalec, Janša pa sestavlja z drugega mesta koalicijo in pač ona tle predvsej nerodno to izvaja, ampak to je, bom rekel, klasična Nataša Pirc Musar. Takšne Nataše Pirc Musar smo vajeni, tako smo izvolili. Je res, jaz vidim tudi točno v tej luči kampanje, se pravi, ustreza njej, da lahko svojim volivcem reče, lejte, nisem dala Janši mandata, ustreza tudi Janši, ker reče, lejte, mi Musarce smo šli do tega. In je pa res še nekaj... je v eni od izjav, jo je Janša celo tako malo pokroviteljsko od zgoraj dol, je rekel, pa sej, glas predsednice je v bistvu enak kot glas 10 poslancev, ne, tako mal je vrnil udarc nazaj. Se pa čakaj, v prvem krogu ni, v drugem krogu pa že, ampak predvsem se mi zdi, da ne bo tudi ne avtomatsko, po moje, edina kandidatka na levi, ali pa ne bo a priori, mislim, da se bo mogla boriti za to primat na levem polu, če bo želela doseči reelekcijo. O eni morebitni protikandidatki še bova, ampak tista je po mojem bolj iz rubrike je slamnati. Tista je ne bo posebej ogrožala, po mojem, ampak ne, nekaj drugega. Mislim pač, se pravi, za biti predsednik republike moraš pokazati, bom rekel, neko mero taktnosti. Ne nazadnje, Milan Kučan jo je pokazal, ne? V preteklosti, pač karkoli si kdo mislil o Milanu Kučanu, tip zna biti spreten. Ne? Je vrhunski politični obrtnik. Tako, ne? Še več jo je pokazal Borut Pahor, se mi zdi tudi s tem, ko je bil pravzaprav res predsednik načeloma vseh ljudi, ne, pa vsaj velike večine Slovencev, predvsem pač obeh, recimo
recimo je nekako nagovarjal oba dominantna pola, odpiral teme, ki so pomembne za oba dominantna pola, enkrat za enega, enkrat za drugega, in si na ta način pravzaprav tlakoval pot v reelekcijo. Mislim, da se trenutno Nataša Pirc Musar podaja po poti Danila Türka, ima pa še leto in pol približno, da pač to pot morda nekoliko zgledi, bomo videli, če bo. Ja, no, bo rekla tako, če bi gozdne živali tako vneto iskale hrano za preživetje, kot je Musarjeva v prvem krogu mandatarja, bi bili bolj lačni, ne? No, ampak zdaj, ko je Musarjeva potem se odločila, da bo skrajšala drugi krog, ne, smo pa videli še nekoliko, še eno potezo nekoliko neizkušeno, oziroma nekateri so to videli kot prvo razpoko v raju, ne, mislim pa, da smo še daleč od tega. Ja, poglejva. Samo vprašanje, zakaj do torka se čaka, zakaj se ta seja, glede na to, da se sam seznanimo, da v bistvu je to zelo kratka seja, to ne izvrši jutri, po tej seji. Jaz iskreno sploh še tega obvestila nisem prejel. Mislim, da smo vsi dobili obvestilo. Obvestilo je Udisu od 1 ura nazaj. Že, ampak formalno se pravilno šteje, ko kurir prinese v hišo in ko mi dobimo ta dopis. Mislim, zdaj, glede na to, da je v politiki pravijo ni na ključi, ko sem jaz tole gledal, ker sem gledal v neposrednem prenosu, se seveda človek vpraša, tudi kot analitik, kaj je zadaj. A je zdaj, ne vem, Zoran Stevanović najdu ta izgovor, da se bo še čez en teden seznanili s koncem prvega kroga, kot nek dodaten čas, da si bodisi on ali pa ne vem, Anže Logar pri Demokratih še nekaj vmes izpogaja, preden zafiksirajo 16. slovensko vlado. Potem sem vrtel telefone in ugotovil na več straneh, da ni zadaj nobene velike teorije zarote. Vsi vemo, da je Zoran Stevanović tudi recimo po nekem naključju dokaj na hitro priletel v funkcijo, v čevlje predsednika Državnega zbora. Razni ustavno-statutarni poslovniški procesi mu še niso ravno prišli v kri, in mislim, da je tule, kot sem slišal, bolj prišepetovanje strokovnih služb Državnega zbora, ki so mu pač suhoparno povedali, kakšni so maksimalni zakonski roki, in je to pač vzel zdravo za gotovo in se tega drži. Mislim, da ni kaj več na tem. Ja, oziroma jaz sem se spraševal celo, glede na to, da je več kot očitno Janša v prejšnjih tednih precej zavlačeval, da je morda Zoran Stevanović zgrešil obvestilo, da je očitno vlada dovolj sestavljena, da zavlačevanje ni več potrebno. No, če je za kaj dragocena na nek način za pozornega spremljevalca ta situacija pa je, ker iz geste in na nek način rahle osuplosti Jelke Godec ugotoviš, da pa vendarle je ta realna ambicija SDS-a in tudi Janeza Janše, da vendarle vlado sestavijo čim prej. Čeprav je Janez Janša po drugi strani ta teden govoril o pomislekih za Planet TV, je rekel, da če že kdo ima pomisleke glede sestave koalicije, je to on, in izrazil se je v bistvu v besedišču Marjana Šarca, ki je rekel, da bo šel gasiti ta požar, ki ga Golob pušča za sabo, samo če res ugotovi, da ima ustrezno gasilsko opremo, po domače povedano trdno večino tistih recimo 48 glasov, pa kolikor tolikor kompetentne kadre za posamezne resorje. Bom sam dodal, da upam, da ni kakšne zacvikane žičke v tej gasilski opremi. Zdaj, ko si pri zacvikanih žičkah mogoče omenva kot tudi uvod v Safari Special, po zadnjih informacijah tam enih 4 do 5 resorjev, recimo ta hip v teh zakulisnih pogovorih še visi ali pa nima nekih imen, tudi zaradi kadrovskih težav, ne samo recimo, ne vem, Demokratov, ampak SDS-a, kot največje stranke v bodoči vladi. Ja, bova še nekoliko res v jutrišnji, torej ne sobotni, petkovi, ker tako, ta teden nas vse malo mele. Četrtek popoldan redna epizoda, petek zjutraj namesto sobote Safari Special, kjer bova se še enkrat sprehodila po vseh resorjih, objavila vsa imena, ki ta hip kotirajo kot najbolj resni ministrski kandidati, napovedala tudi nekaj do zdaj zamolčanih, nerazkritih ukrepov bodoče koalicije in med drugim tudi to, kakšne bi lahko bile vsebinske točke v tem zunaj koalicijskem dogovoru z Zoranom Stevanovićem oziroma Resnico. Za katerega Zoran Stevanović pravi, da ga sploh ne bo. Oziroma, spet bo mislim, da bo tukaj zelo zanimivo spremljati, recimo, ker če kaj,
je pa Zoran Stevanović zelo uspešen komunikator. Ja. Ko je treba skomunicirati neke njegove, bom rekel, dejanja ali pa ne dejanja. Se pravi, on bi vrhunsko znal učiteljci pojasniti, kako mu je pes pojedel domačo nalogo. Recimo, to v tem je blazno spreten, ampak tudi sicer, bom rekel, in to niti ne na poti v šolo, ampak kar na hodniku. Tako se mi zdi ta zelo, mislim, vsaj za svojo bazo, zdaj marsikdo mogoče to gleda od odzunaj, pa si misli, kdo to kupi, in v resnici se ta marsikdo ne zaveda, da Zoran Stevanović ne govori njemu, če ga ni seveda pač volil, ampak govori svoji bazi. Je, in za svojo bazo Zoran Stevanović pravzaprav, in tudi ni mu pravzaprav veliko očitati, ker dejansko od samega nastopa mesta predsednika parlamenta je svojo funkcijo opravljal precej spretno, se pravi, malo je tega, bom rekel, pokroviteljstva, ki ga je podedoval po Urški Klakočar Zupančič, ampak ga po 4 letih Urške Klakočar Zupančič se pravzaprav zdi skoraj osvežujoče, da je tega sorazmerno malo. Ja, imun si postal na to zadnja 4 leta. In po drugi strani zelo umirjeno, sem slišal ta teden en komentar, če ima Zoran Stevanović kaj mehkih otrok, ker se v bistvu zgovornice predsednika parlamenta do raznih Nataš Sukič in poslank Svobode, kot je recimo Lena Grgurevič, obnaša tako približno kot nek skrben očka do kakšnega 3-letnika. To je res, tudi jaz sem mal na teh prvih sejah zdaj izrednih opazoval njegov pristop do bodoče opozicije in je tako, namesto zadirčnosti je izbral to strategijo, da ko nekdo nekaj postopkovno predlaga, naprimer Lena Grgurevič, potem Stevanović najprej reče, odličen predlog. To je res taka kontrapsihološka motivacija, kot jo recimo lahko ubereš pri otrocih. Ampak, ko si govoril, kdo kaj komu kupi po volitvah in ne, Pop TV je naročil Mediani, da izvede eno tako raziskavo. Vprašanje je formulirano, kdo je po parlamentarnih volitvah požrl največ predvolilnih obljub. In ravno Zoran Stevanović, ki ga omenjaš, je tukaj kar premočen zmagovalec. Na drugem mestu je Robert Golob in tretji Anže Logar. Preden načneva to, jaz bi rekel tako, če se samo na Stevanovića in Logarja recimo sredotočim, bi jaz osebno prej izbral Anžeta Logarja kot Zorana Stevanovića. V bistvu je Zoran Stevanović moral samo racionalizirati, zakaj je prevzel funkcijo predsednika državnega zbora. V besedišču pa je ostal dosleden v smislu ne grem v koalicijo, ne v eno, ne v drugo. Absolutni zmagovalec pa je tudi po mojem, sicer je tule na drugem mestu Robert Golob. Zakaj? Po mojem mnenju največji povolilni natek je retorika tako imenovane vlade narodne enotnosti, češ vabim Novo Slovenijo, vabim demokrate, pa neki se bomo tudi z resnico zmenili, pa tako naprej. Po drugi strani pa s polnimi topovi in z retoriko skrajne levice, se pravi Aste Vrečko, napadeš prvi vsebinski zakon, ki ga ta struja predlaga, in to je interventni, o katerem še bova. Je res, da pač ta zakon v bistvu odpravlja mnogo dela aktualne vlade. Tekovin aktualne vlade. Tukaj je taka zanimiva logika. Se pravi, kako pravijo, da je statistika največja prevara. Ker zdaj dajmo pogledati, kaj je spraševal Pop TV v tej anketi. Oziroma Mediana po naročilu Pop TV. Konkretno prav o predsednikih parlamentarnih strank. Ampak vsi anketiranci, torej celotna populacija je dobila vprašanje, kdo je nekako največja prevara oziroma največ predvolilnih obljub požrl, in največ ljudi je zbralo Zorana Stevanovića. Zakaj? Tukaj je fundamentalna razlika med levim in desnim polom. Levi pol smatra oblast kot a priorno njihovo pravico in kot nekaj, kar morajo oni imeti. Njihov antipod je pa Janez Janša, se pravi, v bistvu pač ali so na oblasti oni ali je na oblasti Janez Janša, ampak Janez Janša nima kaj biti na oblasti, tako da so na oblasti pač oni. To je premisa, iz katere izhajajo, in zato je ključna obljuba za njih. Na levi strani je v bistvu program tako... Ne grem z Janšo. Program je pač tako malo zazraven. Se smo videli, Svoboda ga je kako že 17. marca, kdaj je že objavila. Se pravi, program je pač tako neki, tako, kar pač recimo je, ampak tudi če ni panike. Ključna obljuba, ki je na levem polu, je ne gremo z Janezom Janšo. Zato je recimo to
obljuba, recimo v narekovajih prelomljena obljuba Zorana Stevanovića in Anžeta Logarja, ne, dojemajo tako zelo boleče, ne, ker je to za njih bila temeljna obljuba. Ne. Njim je irelevantno, mislim, oni se ne sprašujejo o davkih, o gospodarstvu, o zdravstvu in tako naprej. Njim je važen Janez Janša in zato je ta obljuba najbolj temeljna in zato jih najbolj boli, da je Zoran Stevanović overil tisti papir, pri čemer spet kaj to pomeni ta overitev, da je on res podpisal, da je to on izjavo, ne, na upravni enoti in to jih tako zelo boli. Ne. Po drugi strani vse mislim, ostalo, da že ta anketa in njeni rezultati razkrivajo tudi strategijo za naslednja, recimo 4 leta, pač če bo ta desno-sredinska vlada to zdržala. Skratka, Resnica in Demokrati so tiste stranke, na katerih se bo ta mandat z leve strani skušal lomiti. Ne? To zagotovo, ne? Ampak zdaj, če pogledamo, če bi oni šli v levo vlado, ne, bi prelomili bistveno več obljub, ne, zato ker bi praktično nič svojega programa lahko uveljavili. Zlasti na področju davkov. Ne samo davkov, zdravstva, ne nazadnje, recimo, če govorimo o Stevanoviću, tudi vsebinskih v narekovaju ideoloških vprašanj. Ampak se to je zdaj, ne? Ampak to niso ključne obljube, ključna je ta. Ne? Se pravim, pač na levi strani in zato, ker pogledamo potem celo populacijo, ne, lahko vidimo, ne, bom rekel, da in to tudi kaže recimo volilni rezultat, ne, 32 plus 11, se pravi nekje 43%, se pravi 40 poslanskih mandatov, ne, je to ključna obljuba in ne, pač to je to, kar kažejo. Ne. Recimo na drugi strani smo videli, Robert Golob pač je predvsem za desni pol tisti, ki je, ne, ker je, to mi je pa najbolj smešno, ko govorijo potem na levi, ne, o tem, kako se v politiki ne bi smelo lagati. Ne. Sem poslušal en konkurenčni podcast, ne, kjer se je en drug anketar, ne Mediana, ne, zgražal nad tem, kako je neprimerno, da smo dopustili, da se politiki v volilni kampanji kar lažejo in da je to kar nekaj normalnega. Ne? Ja, kdo, če ne Robert Golob, ne samo v predvolilni kampanji, ves čas. Ne? A veš, ampak tukaj je točno to. Ključna obljuba Janez Janša in to je to, ostalo nas ne zanima. Če poskusim še zracionalizirati ali pa obrazložiti, zakaj sem rekel, da med Stevanovićem in Logarjem, recimo, se meni Logar zdi bolj problematičen, ne bom šel mogoče začel z nečem malo manj očitnim ali pa nepričakovanim. Anže Logar, ko je kazal v predvolilnem času tudi, kdo so ključni kadri njegove stranke, ne? Je nam kazal Mateja Avblja, pa nam je na financah kazal Igorja Mastena. Ne? In zdaj, ko se dejansko v ozadju deli povolilni kolač in se iščejo resorji in kandidati za ministre, krožijo vsa druga imena, samo ta najbolj očitna, s katerimi je lovil procente in popularnost, ne. Konkretno katera, seveda v Safari Special za naročnike in podpornike. Ne. Ja, druga lahko namigneva, da med ministerskimi kandidati ni Eve Irgl. Ja, res je, tudi to, ja. Sicer pa druga stvar, ne, pa tista famozna politična širina, ne, kjer pa zdaj Logar po volitvah spina, v smislu širino zagotavljamo mi, zato ker imamo 2 do 3 bolj levo usmerjene poslance, recimo. Ne, ampak zdaj, pač politična širina je tako. Ne. Logar je stavil, ne, kako bi rekel, je stavil na... Ali če bi bil poker izrazu, bi rekel, da je šel z 2 trojkama, ne, z parom trojk v All-in. Ja. Če bi Katan, kdor pozna igro Katan, bi lahko rekel, da je postavil mesto na 2 pa 12, ne, pa upal, da bo to padalo, pa ni. Ne. In v tem smislu pač on je to retoriko je smatral nekako za ta čas. Se pravi, če bi on prišel za 15%, kot so si jih nekako, ali pa celo do 20%, kot so si jih nekako nadejali demokrati dobiti, ne, potem bi lahko on sestavljal vlado in v tem primeru si celo predstavljam, da bi verjetno celo povabil recimo socialne demokrate in Novo Slovenijo in če bi res Anže Logar imel 20% in recimo Nova Slovenija 10 in socialni demokrati 10, ne, potem bi morda celo skupaj sestavili neko to levo, desno pač koalicijo. Vemo pa, kaj bi bila čebula, če ne bi imela ne. Zdaj, pri Zoranu Stevanoviću samo še to. Ne. Če kdo želi razumeti njegove povolilne poteze, ne pač pogleda njegovo dolgoletno pozicioniranje v kranjskem mestnem svetu. Seveda so malo neprimerljive stvari, pa vendar. Tam je on opozicija, ki vse glavne stvari mestne oblasti požegna v bistvu. Ne. Konstruktivna opozicija. Tako da to, poza, v katero se je postavil tudi zdaj na državnem nivoju, je pač poza, v kateri se že dolgo časa najbolj udobno
počuti, oziroma to ne bi smelo biti presenečenje. Ne? In jaz pričakujem tudi, da bo v isto Janez Janša z njim naredil nek dogovor, ne, v smislu zdaj, a bo to javno podpisano ali bo nekje v ozadju podpisano, kakorkoli, kjer se bodo dogovorili vsebinsko o konkretnih zakonih, ki jih bo resnica zagotovo podprla. Zagotovo bojo pustili resnici tudi nekaj manevrskega prostora, v smislu, da lahko Zoran Stevanović na nekaterih vprašanjih, posebej takih, ki ne bodo pereča, ne, zato ker, oziroma ki ne bodo preveč problematična za vlado, ne, da lahko pač igra na strune svojih volivcev, pač glasuje takrat vzdržano, morda kje celo proti, če bi pač kazalo, recimo, da ne ogroža recimo temu koalicije na tak način, ne, in Zoran Stevanović na drugi strani lahko pa svojih volivcev reče, lejte, sej smo podprli samo une stvari, ki so nam pač blizu po našem programu, kar pa je konec večji del njihovega programa. Sej, če izvzajamo tisto izstop iz NATO, pa povezovanje z Rusijo, pa anticepilstvo, potem pravzaprav je to neka precej desna, normalna desna stranka, ne, s parimi ekscesi. Preden greva naprej bolj v prve zakonske predloge, ki se zdaj že berejo in potrjujejo v državnem zboru, bi sam še to rekel. Nisva sicer kazala splošne ankete Mediane po strankah podpora, ker dejansko ni skoraj nič drugačna od tiste pred volitvami, razmerja so ostala enaka, ne. Malo se je spremenilo razmerje levo-desno, no in kjer se je na škodo desne sta ravno Resnica in Demokrati, ki sta zdaj tam nekje na 4, celo pod 4%. Zato jaz trdim, dominantni mediji in nekateri merilci javnega mnenja bojo lomili naslednjo Janševo vlado na ustrahovanju teh dveh strank. In ne, če jih uspejo zastrašiti do mere, da bo, ne vem, imel Logar občutek, da stranke ne bo več, če še malo ostane v vladi, takrat se bojo začele težave v bistvu, ne. Drži, vsekakor, ne. Je pa res, da je treba upoštevati tukaj, ne, ko se zdaj gleda. Dejansko ljudje so ta trenutek, ker se še ni nič resnega zgodilo, pač ustrajajo pri svojih volilnih preferencah, ko jih anketarji sprašujejo. Zdaj, kako bi se pa volivci odločili po, recimo, neuspešnem sestavljanju vlade in po še eni brutalni predvolilni kampanji. In pri 40 stopinjah Celzija v praksi. Ne, ker bi bile te volitve recimo sredi poletja, je pa zelo nepredvidljivo in mislim, da si nihče ne more zagotovo obetati, kako zelo bo profitiral, še posebej pa ne, bom rekel, na desni, zato ker so pač ne nazadnje delovni ljudje, ne, imajo že bukirane dopuste v tistem času, medtem ko recimo upokojenci, ki so bistveno bolj nasedali svobodi, recimo, hodijo na dopust recimo bolj izvensezonsko. Evo, poslanci so imeli zadnji delovni dan, tak ta prav pred prvomajskimi včeraj, v sredo, ne, naj poveva, da tole snemava v četrtek, ne, in tudi objavljava v četrtek, in potrdili so zakon o vladi, torej v bistvu nek bodoči razrez ministrstev, kot si ga zamišljajo 3 koalicijske stranke, z 49 glasovi, ne, tukaj sva zdaj pri tisti gasilski opremi od Janeza Janše, a imam večino, a jo nimam, ne, 49 glasov, 47 od te kompozicije, ki bo v bodoči vladi, oziroma naj bi bila, in oba poslanca manjšin. Ja, pričemer tudi 50. glas, ki je izostal, ne, je bil Tadej Ostrc, ki zaradi nekih drugih obveznosti fizično ni mogel biti prisoten na glasovanju, tako da tukaj ne gre za neko teorijo, ne, bom rekel, ni še ta trenutek, recimo, neke situacije, ko bi demokrati sabotirali, recimo, ali pa da je Ostrc kot demokrat sabotiral ta zakon. Nekako Svoboda in SD sta stali ob strani pri tem zakonu o vladi, nista ne podprli, ne nasprotovali, je pa glavna kontroverza, ne, združevanje področja dela z gospodarskim ministrstvom, ravno resor, ki ga bo v bodoče, naj bi ga vodil Anže Logar, pa poglejmo najprej tole. Poglejmo. Z ukinjanjem ministrstva za delo, torej prvič se bo to zgodilo, namreč postavljamo nek unikum, ko veje oblasti primerjamo med sabo, če hkrati vemo, da v sodni veji oblasti edina specializirana veja sodišč, ki jo imamo, in to z razlogom, so delovna sodišča. Ker smo se v tej državi vsaj do sedaj zavedali, da je varstvo pravic delavcev in zaščita šibkega delavca v razmerju do močnega delodajalca, torej da to varstvo in ta ureditev potrebuje poseben sistem. To ni nič novega v Evropi. V določenih obdobjih imajo pač posamezne države tudi takšne odločitve. Recimo, sosednja Avstrija je imela združen resor gospodarstva,
in dela med letoma 22 in 25. S takratnim ministrom Koherjem sem zelo dobro sodeloval in bil priča temu, da je lahko združenim ministrstvom veliko bolje odgovarjal na izzive, ki so bili v okviru COVID krize in post-COVID okrevanja. Jaz moram reči v prvi vrsti, da teh pomislekov, sploh pa tako čustveno ogorčeno, tega v bistvu res ne razumem, ne? Ker imam občutek, da si nekdo predstavlja, da znotraj iste vlade morata biti resor dela, naprimer prej pod Luko Mescom, in resor gospodarstva, ki ga je zadnja 4 leta imel Han, ne, v konfliktu. In se tudi v prejšnji vladi je to dejansko bilo v konfliktu. Ampak to je razumljivo v smislu, če se ti postaviš v mentaliteto, ne, opozicije podoče, ne, torej levih strank. To je še to mentaliteta komunizma, mentaliteta Jugoslavije, razredni boj, kapital, delavci proti kapitalu, kjer so v bistvu, ne, ker če pogledamo, delo je bilo prej pod ministrstvom za socialo, ne, torej je delo pravzaprav pri njih smatrano kot socialna kategorija, ne kot integralni del gospodarstva. Ne. In tukaj pravzaprav je to najbolj logično, da se to združuje, ne, ker je pravzaprav gospodarstvo je kaj, torej delo in kapital, ki skupaj ustvarjata dodano vrednost. Ne. Se pravi, če en minister za oboje, je to najbolj bom rekel, smiselna poteza in ne nazadnje, ne, potem smo slišali lahko še, nismo pokazali, ampak dramatičen nastop Nataše Sukič, ne, češ, a zdaj bo pa en minister razcepljena osebnost, ko se bo na eni strani boril za kapital, na drugi strani pa za delo. Ne, v bistvu je to vrhunsko, da imaš ti enega človeka, ki se pogaja na obe strani, da potem lahko doseže nekakšen kompromis, ker pač to, kar smo videli v prejšnji vladi, je bilo izpolnimo vse zahteve sindikatov, pa še kakšno dodamo zraven, ne. Gospodarstvo pa že plačalo. Ne? Sprav, tukaj gre pa za logiko, ki je edina smiselna. Torej, gospodarstvo, skupni voz gre lahko naprej, takrat, ko pač delavci in lastniki kapitala, ne nazadnje podjetniki, pač obojni lahko v nekem sožitju skupaj peljejo naprej to dodano vrednost. In v resnici, ne, še to socialni dialog, ne, je itak tripartitni. Ti imaš sindikate, delodajalce in vlado. In vlada tukaj ni zdaj nek dvodelni organ, ki sodeluje na obeh straneh. Ne? Vlada je pač tisti mediator vmes, ki pač posluša sindikate, posluša delodajalce in na koncu naredi ukrepe, ki so nek kompromis obojega. Točno, to je zelo racionalno, tehnicistično, hladno na planetu v pogovoru razlagal tudi Janša. Ne? Je rekel, mi smo v ESS-u, ekonomsko-socialnem svetu, ker gledamo to dinamiko enih in drugih, ne, delavcev in delodajalcev in se potem odločamo za nekaj, kar bo neka skupna politika. Ne. In kar je še posebej zaskrbljujoče, je pa to, ne, da pravzaprav so sindikati, ne, v Sloveniji ne tisti, ki bi zagovarjali pravice delavcev, ampak so tisti, ki v prvi vrsti zagovarjajo interese levičarske politike, šele pol pa občasno, če želih se to slučajno poklopi, je zraven še kak interes delavcev. No in to je ključna razlika. Jaz mislim, da dojemanje sindikatov kot podaljška ene točno določene politike, ne, to je ta zaklenjenost levega pola v razmišljanje, torej, da morata biti delo in gospodarstvo drug drugemu nasproti. Ne? Kjer je tako, kot si ti rekel, ustrežemo v vseh kapricah sindikatom, medtem ko gospodarskemu ministru, recimo Hanu zadnja leta, ne, pustimo, da sem in tja sicer pro forma reče, kaj s čemer se od tega distanciram, pa kaj več od tega pa. Ja, ker pač je bila v bistvu ta prejšnja vlada točno to. Ampak zdaj, če gleda, poleg tega recimo resorja, ki je nekako najbolj razburkal. Še neki je še bolj hecno v resnici, ker je še bolj na prvo žogo. Zdaj, resor, ki omenja, to je sicer resor, ki naj bi ga Janez Cigler Kralj vodil, ki se bo v glavnem socialo ukvarjal demografijo. Ne? In zdaj beseda demografija v imenu resorja sporna, čeprav se tako Evropa, recimo Italija, kle v našem bližnjem sosedstvu še bolj kot mi, ne, sooča s katastrofalno demografsko sliko, a pazi, demografija je zdaj za naš levi pol problematična zato, ker bi lahko pomenila poseganje v pravice žensk, ne, kar jaz mislim, da zahteva tukaj zelo veliko občutka za zelo veliko domišljije ali pa ene dramaturgije zraven. Ne. Jaz mislim, da vendarle kle hoče podtakniti tudi Tennesseeju in tako naprej spet neke zgodbe o splavu. To nima nobene veze s tem v resnici. Ne. Mislim, do neke mere bi lahko rekel v teoriji tudi, da ima, ampak ne bistvenih. Ne. V smislu pač vsekakor to ni stvar, ki bi ga lahko en minister kakorkoli bistveno vplival. Je pa res, da tudi na tem področju so kakšne varovalke, ki jih sicer nikako
pač smatra kot omejevanje pravice do splava, ampak v redu, pustimo to, ne. Se pravi, so priložnosti za ureditev na tem področju izboljšati, ne, ki bi bila bistveno bolj zaščitniška tako do, bom rekel, nerojenih otrok, kot do žensk, ki jih pač spočnejo, ne, oziroma ki jih nosijo. Ampak zdaj, ne, ključno se mi zdi ta obrat, bom rekel, ne, tukaj pri demografiji, ko gre za, se pravi, odstranjene so iz imena enake možnosti, ki so v splošnem bile nek, bom rekel, totalno slepo črevo tega ministrstva, v smislu, to neka feministična politika, ki je v glavnem, če se spomnimo, izvajala razne dokaj nesmiselne plakatne akcije, nekako nam v spominu ostaja recimo tista materino znamenje, očetovo znamenje in tako dalje, ne. Se pravi, to je zdaj nekako iz resorja omaknjeno in večji poudarek na, bom rekel, ključno vprašanje sodobnega časa, ne, pravzaprav demografijo, ki je verjetno celo bolj kot gospodarstvo temeljno vprašanje za preživetje slovenskega naroda. Kar pazi na demografijo, spet lahko gledaš z dveh koncev. Če želiš iz tega strogo ideološko obremenjenega, kot sva načela to debato, ne, po drugi strani vemo tudi, iz česa bo ta novi združeni resor nastal, torej tudi iz ostankov tako imenovane solidarne prihodnosti z neko stanovanjsko politiko, ne, kjer recimo Cigler Kralj in NSI ponavljajo ne samo socialna stanovanja, ki jih gradi država, ne, ampak družine rabijo svoje nepremičnine čim prej. Ne. Skratka, lahko v besedi demografija vidiš tudi ustvarjanje širših pogojev v družbi, da se bo nekdo prej odločil za lastno družino in tako naprej. Tako, ne, pri čemer je treba upoštevati še nekaj, ne, da zdaj levica to vedno potegne na vprašanje splava, ki je tukaj pravzaprav res sekundarnega pomena. Ne, medtem ko podatki kažejo, ne, recimo razne raziskave med mladimi in ljudmi v srednjih letih kažejo, ne, da v povprečju večina ljudi ima nekje enega otroka manj, kot si ga je želela. Torej, pač v povprečju govorim, seveda, ne, nekateri si želijo enega, pa nimajo nobenega, nekateri si želijo 3, pa imajo 2, ne, ampak ravno to je tisto, kjer je ključno, ne, da se v družbi vzpostavi nek drugačen odnos, nek boljši odnos do življenja, ki je bolj odprt do življenja, bolj odprt do otrok, do staršev in omogoči tudi lažje razmere, ne, na eni strani, bom rekel, gmotne, na drugi strani pa tudi kulturne, ker na koncu ni ključno vprašanje, oziroma večina ljudi nima otroka zato, ker dobi 500 evrov več otroškega dodatka ali pa 500 evrov manj, ne, ampak zato, ker je vzdušje v državi tako, da jih temu spodbuja, ali pa smatra starševstvo kot neko breme, kot nekaj negativnega, kot nekaj, kar pač ne želiš zase. No, in zdaj sva pri interventnem zakonu, tam sem pa gledal... Morda sem še pri ministrstvih, mi je zanimivo, tako zelo so se upičili v ta dva resorja, ne. Meni je bila zabavna morda še razlaga Janeza Janše, zakaj ne bo ministrstvo za digitalizacijo. Aha, okay, ja. Ne, pri čemer je bilo to ministrstvo ravno tisto, ki ga je njegova vlada na nek način prejšnja uveljavila, ne, češ da zdaj je pa digitalizacija stvar, ki je vsako ministrstvo dela zase. Bom rekel, prav, ne, se mi zdi celo dobro, da je morda spoznal napako iz preteklosti, čeprav tega ni priznal na tak način, ker do zdaj smo lahko videli pri ministrstvu za digitalizacijo, da prav nekih hudih efektov ni bilo. Razen spornih javnih naročil. V bistvu. Ja, in to celo v obeh vladah, ne, če se spomnimo, na eni strani smo gledali tiste digitalne bone, ki so bili vprašljivega dometa, zdaj potem je pa to ministrica Stojmenova potencirala s 13,000 računalniki. V vrednosti Litijske, ne, 7 milijonov. En kup nekih javnih razpisov z nekih akcij za nenasilje in tako dalje. Tako da mislim, da ne bomo zares pogrešali tega ministrstva. Deloma se mi zdi, da taki lukrativni resori, čemu narekovajih rečem, skoraj na pol turistični resori znotraj vlade odhajajo tudi zaradi precej nezavidljive javnofinančne slike, ki jo bo Janša nasledil, kjer bo treba res postrgati vse živo, kar lahko v smeri racionalizacije in potem pa sva pri interventnem zakonu. In če smo že glih pri tem digitalizaciji še, ne, morda še to, recimo Ukrajina nas prehiteva. Jaz sem bil presenečen, ko sem bil pred slabe pol leta v Ukrajini. Ne, Ukrajina ima danes na aplikaciji, na
telefonu vse storitve javne uprave, od potnega lista do praktično vsega, kar z javno upravo lahko narediš prek neke ene aplikacije. Ne? Zdaj, v tem kontekstu, Slovenija ni v večletni vojni. Ne? V tem kontekstu, recimo, bi lahko koristil, bom rekel, neki resor, ki bi se s takimi stvarmi ukvarjal, ampak mislim, da ni za to potrebno ministrstvo. Recimo, to bi vsekakor lahko bilo del tistega združenega ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, ki je pravzaprav na ta način ravno idealno združeno, ne, da bi te storitve, predvsem države, ne, torej e-država, malo po zgledu Estonije pripeljalo bolj na blizu državljanom in ne nazadnje tudi malo debirokratiziralo, kar bi tudi zmanjšalo recimo potrebo po številu uradnikov na kakšnih teh funkcijah. No, ampak evo, zdaj pa res interventni zakon. Spremljal sem, kam bo na izredni seji zaplula ta, mislim, da malo več kot 5-urna razprava, ne, in sem gledal, na katere alineje tega interventnega zakona bojo šle največkrat puščice. Seveda pri 5% DDV-ju na osnovna živila tam nekako bodoča opozicija ni imela kaj za ugovarjati, čeprav tega nikakor niso bili sami pripravljeni speljati. Ne? Čeprav ti povem, da sem pa imel situacijo, ko sem videl, kako je nek visok predstavnik SD-ja upil v telefon, NSI nas je prehitela pri tem ukrepu. Ne? Potem na drugi strani, že nekaj več žolča je šlo na znižanje obdavčitve na oddajanje nepremičnin, ne? Ker to ne bo nič pocenilo mladim, ampak bojo samo pač stanodajalci imeli večji dobiček, tako razmišljajo na levi strani, ne? Ampak daleč največ, in to seveda pričakovano in samo čaka vsem, kdaj bo Blaž Brodnjak prvič omenjen, ne? Je pa ta razvojna kapica nad 7500 evri bruto mesečnih prihodkov, ne? Kjer smo spet lahko obilno v bistvu spoznali, kako si levi pol slovenske politike predstavlja definicijo bogataša v Sloveniji. Torej, če ti ostane 4000 do 4500 neto na mesec, si ultra elita v Sloveniji, ne? Jaz upam, da si dolgoročno ne želimo biti država, v kateri to resno mislijo, ne? Da je nekdo 4000 elita. Bolj me je pa presenetilo tole, kar si pokazal, ker bi tule v desnem kotu spodaj pričakoval levico s tisto zvezdo, ne? In v rdeči grafični podobi, ker je to dala Svoboda od sebe. Zdaj, seveda se mi lahko po 4 letih Roberta Goloba nehamo sprenevedati, da je to neka liberalna sredinska stranka, ne? Pa vendarle me preseneča, da zdaj, ko bodo v opoziciji, ne, imamo še vedno 3 levice. Se pravi, imeli smo 4 leta vlado, kjer so vse 3 stranke špilale program ene stranke, najmanjše, ne? In zdaj, ko so v opoziciji, nekako bi pričakoval človek, da bo pa zdaj vsak svojo strategijo obral. Ne. Gledam ta plakat Svobode, poslušam Mejro Hot recimo iz SD-ja, ne, in potem seveda še Tino Brecelj in ne vem, Asto Vrečko iz Levice, vsi v en glas. Ne, kar jih tudi v mojih očeh za nazaj diskreditira glede te vlade narodne enotnosti, ki sem jo omenjal, ker še nekaj tednov nazaj so oni hoteli za temi advokati bogatašev narediti koalicijo. Ja, ne, pri čemer bom rekel še to, ne. Zdaj, lahko se pogovarjamo, ampak je to dokaj nesmiselno, ali nekdo rabi 60 000 evrov na mesec ali ne. Ampak, če nekdo zasluži 60 000 evrov na mesec, kakorkoli, pač pošteno zasluži, bom rekel, ne? Če nekdo pošteno zasluži, a je res smiselno, da 2/3 ali celo 3/4 tega vzame država? Ne paziš, če se mi ukvarjamo, recimo, ne? Alenka Bratušek je prišla, ne, in je razložila, prejšnji teden je razložila, ne, to strukturo. Se pravi, najbolje plačeni menedžer v državi zasluži, mislim, 63 000 in nekaj evrov, ne, od tega mu država pobere 43 000 evrov, ne, in zdaj po novem mu bo 12 000 manj. Se pravi, samo še 32. Samo še pol mu bo pobrala. Ne. S čem se mi ukvarjamo? Ne? Če gledaš, ne vem, kakšne tuje dokumentarce, športniki NBA zvezde ali pa Cristiano Ronaldo odprejo svojo garažo in imaš noter 15 vozil, ki so parkirana luksuzna. Ne. Po mojem se jaz in ti vsakič, ko to vidva vprašava, je res treba imeti 15-20 avtomobilov v garaži. Ampak halo, pa se to je nekdo zaslužil na legalen način. In če želi, ne vem, nameščene nepremičnine imeti 5 ali pa 10 avtomobilov, 10-krat plačati registracijo, cestnino in ne vem kaj, pač njegovo prosto razpolaganje z denarjem. Mislim, nek preklop mi tako zgodovinsko potrebujemo v tej družbi v resnici. Lahko se pogovarjamo, a je smiselno, da je fuzbaler plačan, ne vem, 100-kratnik. Druga debata. Ampak to je situacija, v kateri smo.
Ne? Zdaj, drugo vprašanje pa je, ali bomo mi vse te izgnali iz države, zato ker bomo rekli, v redu, nad 4 ure pa pol ti poberemo praktično vse. Ne? In je potem pač recimo 3/4 vsega, kar zaslužiš, gre državi. Ja, sej potem pa se ljudje niso neumni, ne? In se ne sprašujejo, ne? A veš, Alenka Bratušek je pol preračunavala, kakšne 1000 evrov bo več prešparal Blaž Brodnjak, ne? Ni pa upoštevala, da če se par teh Blažev Brodnjakov še odseli iz Slovenije, ne, bodo bistveno bolj nas zgubi ravno vsi ti davkoplačevalci, ne, ki pravzaprav zelo malo davkov plačajo in predvsem vlečejo socialne transferje na račun tega, ker bodo še vedno ti ljudje plačevali visoke, samo malo manj ekstremne davke, ne, in v resnici nam je vsem boljš zaradi tega. Ne. Noben manj nima zaradi tega, ker Blaž Brodnjak zasluži 60 000 evrov, ne, noben nima manj, imamo vsi več, ker plača tako visoke davke, da od tistih davkov mi vsi zelo dobro živimo. Ne? Ja, mislim, ti veš dobro, da si jaz recimo ne navdušujem načeloma nad retoričnimi ekskurziji Žana Mahniča, ne? Ampak točno to vprašanje sredi debate o interventnem zakonu je odzvanjalo v dvorani njegovo in ni logičnega odgovora, ne? Ki je postavil, ali ima zaradi Blaža Brodnjaka kdorkoli v tej državi kaj manj. Ja ne, ravno obratno, ne. Kakšen pač evro v razne blagajne, pokojninsko, tretjo imamo več zaradi tega, ne. Ja. Ali pa niti ne kakšen, kar precej tega več. Ja, in ravno to, ne, mislim pač, če želimo te blagajne vzdrževati in tako naprej. Pa še enkrat bom jaz rekel in mislim, da si to tudi nek resnejši kapital v Sloveniji misli o tem interventnem zakonu. To je vendarle samo kozmetika, s katero nova vlada daje en signal približevanja po 4 letih preganjanja kapitala, ne? Deleč je pa to od kakšnih tektonskih premikov, da bi pa zdaj, ne vem, Janša pa Vrtovc prišla z idejo, imejmo 19% enotno davčno stopnjo in to je to. Ne? Ja, ne govorim še o eni stvari. Ne? Tukaj je še ena ključna razlika, se mi zdi, med levico in desnico, ne? Ki jo levica ne razume, ker smatra, da je državno bogatstvo, se pravi, igra ničelne vsote. Ne? Torej, da če ima nekdo nekje več, mora nujno nekdo drug nekje imeti manj. Ne upoštevajo pa, da pravzaprav je gospodarstvo del pozitivne vsote lahko, ne? Se pravi, da če gospodarstvo bolje teče, imamo vsi lahko več. Morda bo imel nekdo več, ampak vsi imamo več. Ne? Ali pa vsaj velika večina ima več, oziroma vsi imamo lahko več, če se pametno zmenimo. Ne? Ampak tukaj gre za to pravzaprav, da če ima nekdo več, potem mora po njihovi logiki avtomatsko nekdo imeti manj in se potem demotivira ljudi, da bi, in pol se dejansko ustvari ta spirala, ne? Ker če ti demotiviraš človeka, da bi več ustvaril, potem pač ne ustvari več in potem v resnici imamo vsi skupaj manj. Ne? To je pa tisti del, ki je pa najbolj boleč pri vsem skupaj, ne? Ker če ti omejuješ ljudi, da bodo kreativni, da bi lahko več zaslužili, če bi si želeli in če bi trdo delali, in ker kako deluje naš sistem, ne? Se ti več zaslužiš, običajno, ne? Če nisi zdaj nek prevarant, ne? Tako da pač več dodane vrednosti daš ljudem. Mislim, jaz bi na to temo rekel samo še en stavek in sicer res čakam na drugi dve stranki, mislim, da tu utopično omenjati, pa niti ne računam na njih, čakam na SD pod Socialnimi demokrati, da ugotovijo, da je na nek način mandat v opoziciji blagodejen, da naredijo revizijo svojega pozicioniranja na levi sredini, ker imajo tu ravno pri takšnih pa še kakšnih vprašanjih priložnost, da se repozicionirajo oziroma da ko bom naslednjič gledal neko sejo, ne bom imel občutka, da noter sedijo 3 levice, 3 Aste Vrečko, 3 Luki Mesci, skratka za rehabilitacijo nekega programa in retorike te stranke, ker sicer tako Svoboda kot SD nimata razloga, da sploh obstajata na slovenskem političnem parketu. Potem lahko samo še levico. Ne? Zdaj, ko smo že pri obstajanju Roberta Goloba na slovenskem političnem parketu. Ne? Zdaj, kar mi je bilo zabavno, ne? Ta teden bil je na seji sicer prisoten, ampak odkar je novo konstituiran parlament, ne, po parlamentu, ni Robert Golob v parlamentu izjavil še niti ene same besede on the record. Njegov seznam, torej govorov je povsem prazen, ne? Kar je pa še bolj zanimivo, ta teden, torej v prejšnji četrtek in petek, je potekal neformalni vrh voditeljev na Cipru,
Robert Golob se je opravičil, da ne bo šel na Cipr na neformalni vrh voditeljev, ki je mimogrede obravnaval zelo pomembne zadeve od torej pomoči Ukrajini in sankcij za Rusijo, pa predvsem do odnosa oziroma reševanja krize na Bližnjem vzhodu in kar je najpomembnejše, prihodnjo finančno perspektivo. Torej, zdaj se voditelji dogovarjajo, kako se bo delil denar med letoma 2028 in 2034. Tukaj Skratka, 7 let denarja in Roberta Goloba tam zraven ni bilo. Slovenske interese naj bi po zagotavljanju zagovarjal Macron, pri čemer vemo, kako zelo Francija bo zagovarjala slovenske interese. In posledica tega je, da Euronews je objavil zdaj te dni torej nekaj osnutke, ki so prišli ven. Slovenija je tista država, ki izgublja največ, skupaj z Irsko bo dobila 13% manj kot do zdaj. No, tukaj je prvo se treba na karakter Roberta Goloba osredotočiti. Njemu se po 22. marcu, pa zdaj še po nedavnih obratih glede večine v državnem zboru, so mu potonile vse ladje. In predstavljaj si njega na Cipru, kjer stisne roko še zadnjič tem svojim kolegom in kjer mu vsi rečejo, sicer pa pozdravi Janeza Janšo, pa rec, da se vidimo. Mislim, to nekako ne gre z Robertom Golobom. Drugo, kar je pokazal svoj državniški domet, s tem, ko na eni strani v proračunu pušča 700 milijonov luknje po prvih 3 mesecih, kar bi preračunano na leto v tem tempu pomenili skoraj 3 milijarde primanjkljaja, ga pa hkrati, preden opravi primopredajo, niti najmanj ne zanima finančni okvir za naslednja leta, kot si omenil. Skratka, naj se s tem, kar smo mi razdelili, iz prazne vreče zdaj ukvarjajo drugi, kako jo bojo zakrpali. Lahko bi bil marsikje, lahko bi bil na tem vrhu, ki ga omenjaš na Cipru, lahko bi bil v Dubrovniku, kjer je ta pobuda Tri morja, ki je predvsem gospodarsko zelo pomembna za sklepanje raznih zavezništev. 1600 poslovnežev je tam, pa Hrvaška je podpisovala milijardne in zdaj, kje dogovore, je bil, niti na Cipru, niti v Dubrovniku, na Krku, po naših informacijah, z gliserjem, kajakom in zaenkrat tudi še Tino Gabergolom. In grede špekulacije so se pojavile, če sta se že razšla. To je res, pa mislim, da so bolj take zlonamerne race. Še nista, ampak zdaj, morda samo še to mi je bilo zabavno. Torej, Robert Golob se je opravičil na Cipr, da ne more priti, ker ima nujne parlamentarne obveznosti in te nujne parlamentarne obveznosti so bile torej nobenega govora, glasovanje za potrditev dnevnega reda, glasovanje proti nekemu poročilu o financiranju proračuna in glasovanje za, zdaj sem pa že pozabil, katero stvar, skratka 3 glasovanja, pri čemer je zaradi praznične odsotnosti itak manjkalo 27 poslancev in Robert Golob ni bil noben odločilen glas, torej opozicija je bila daleč preglasovana, torej tudi brez Roberta Goloba ne bi bil rezultat teh glasovanj nič drugačen, bi pa morda na Cipru karkoli že izpogajal, če bi sploh res se imel namen pogajati, če ne bi ravno delal škode. In tipično za Golobov modus operandi, seveda so ravno v neskladju njegove besede in potem neposredno zatem njegova dejanja. Torej, potem, ko je poslancem na eni od zadnjih sej poslanske skupine rekel, bom še 1 leto ostal v parlamentu, bom skušal biti vodja opozicije še naprej, vodimo stranko, vodimo svojo zgodbo dalje, od takrat naprej ga ni nikjer. Tako je vedno, ko neki napove, ponavadi počne ravno obratno. Zdaj, še ena zadeva se je zgodila vmes Svobodi, Urška Klakočar Zupančič, po novem ni več njihov kader. Sicer sem videl neko laskanje Lenarta Žavbija preko intervjuja, mislim, da v Reporterju, da je Urška Klakočar Zupančič nekdo, ki absolutno mora imeti politično prihodnost. Moja, jaz ne vem, dopuščam, da me pač zgodovina demantira, ampak moja osebna analiza in ocena je, da je Urška Klakočar Zupančič lik brez politične prihodnosti. Vidim, da jo nekako porivajo dominantni mediji v neko kandidaturo za ljubljansko županjo, pa se mi zdi, da je to izključno lahko kandidatura tipa slamnati kandidat za to, da Zoran Janković še bolje izpade, kot bi izpadel sicer. In ravno v tem kontekstu se mi zdi ravno laskanje Lenarta Žavbija, če smo že glih pred tem, ker vemo, kako zelo je Lenart Žavbi po domače z Zoranom Jankovićem. Plus, da vemo, kako zelo pašejo komplimenti Urški Klakočar Zupančič, da jo potem
čisto od bistva spelje drugam. Ne? Skratka, recimo Lenart Žavbi se je v istem avtu pripeljal v Dražgo še kot Zoran Janković, ne, tako da tukaj to je res... Mislim, da ga je pred kratkim označil celo za enega od svojih ključnih političnih mentorjev, neki tacga je dal tudi izjavo. Tako nekako, tako da zdaj v tem kontekstu bi res lahko predstavljal Urško Klakočar Zupančič kot neko kandidatko levice za to, da kao je kandidatka, ki ne ogroža Zorana Jankovića. In drugo, ne, potem jo omenjajo še kot kandidatko za predsednico republike, mislim, to je pa še bistveno bolj long shot, ne vidim, mislim, lahko kandidira, ne, ampak potem, jaz mislim, da jo v bistvu napeljujejo k dvema kandidaturama, s katerima bo dokončno končala svojo politično kariero. Če pa ona to kot po mojem mnenju precej labilna oseba vidi ali ne, je pa bolj retorično vprašanje. Ja, posebej me je tudi šokiralo, kako zelo laskavo so se z njo pogovarjali tudi novinarke v dominantnih medijih, ki so ta teden imele intervjuje z njo. No, to ker bi se nekoliko sline cedile recimo zraven. Ampak ne, toliko mogoče o domači politiki, pogledaš nekoliko mednarodno dogajanje. Ni pestro je bilo tudi ZDA. Marsikaj se vrti še naprej okoli Donalda Trumpa, po novem ne samo na tej osi, kar se Irana tiče in globalne energetske krize, ampak celo ni ravno, no, pa vendarle, recimo pogojno tretji poskus atentata. No, bolj kot drugi, recimo. Ja. Ne? Yeah, stay down, stay down. Stay down. God bless America! USA! 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 I'm here. It's a dangerous profession. With that come risks. There's no question about it. The man has been captured, and he's a sick person, a very sick person. We believe that he was targeting administration officials in this attack, attempted attack. But that's, again, quite preliminary as law enforcement continues to go through all the evidence. Še začelo se ni, ko je nastal velik ropot. Zaslišali so se odpiranje vrat zelo glasno in hrupno. Udrla je vojska in policija, special units in Secret Service. Naenkrat v vse skupaj 5 sekundah so odpeljali predsednika, slišalo se je glave dol, se pravi down, down, down. Tukaj je meni zanimiv ravno ta kontrast. Če pogledaš recimo slovenskega veleposlanika, ki se je tam pač znašel kot povabljenec, ne, in potem reakcijo ameriškega predsednika, ki je bil na nek način centralna figura tega napada tam v Hilton hotelu, ne, vidiš pretresenega diplomata, ki se mi je res zdelo, da je za nacionalno televizijo iskreno pretreseno, komaj zbral nekaj misli, da je opisal to mučno vzdušje, ko je moral pod mizo in tako naprej. In potem ta retorika Donalda Trumpa, kjer on pove, da je nad tem, ne, kjer celo reče, mislim, da en prvih stavkov je bil, najprej sem mislil, da je samo nekomu pladen, močno padel po tleh, ne, in potem že takoj reče, ne, sick person, skratka, nevaren poklic, to pride službo. Donald Trump, tudi ko se mu dogajajo takšne stvari, zdaj se mu je zgodila že tretjič, ne, kot praviš, je bila ta celo morda bolj resna kot tista druga, deluje močno, skratka komunicira to neko svojo robustnost navzven. Jaz bi seveda rekel prvo absolutno dejanje nekega osamljenega, bolnega uma, ki ga je treba obsoditi, pa vendarle ne. Smo v časih izrazite globalne, tudi notranje politične polarizacije, retorika, kot jo ima Trump, tudi sem in tja, ne, ustvarja nove in nove sovražnike in pripelje do takih dejanj. Na nek način pa sem prepričan, to je res v narekovajih, ker teh situacij ne privoščim nikomur, da kot sva prej govorila, ta vojna med Musarjevo in Janšo recimo koristi obema, ne, tudi Trumpu koristijo v bistvu napadi nanj osebno, ne, ker s tem gradi to neko figuro mučenika na republikanski strani v ZDA. Ne. Ja, zdaj koristijo, ja, do neke mere gotovo, ne, se tudi neke ocene sem slišal, ko je bil dejanski tisti poskus atentata, ne, prvi, ne, ko ga je krogla oplazila po ušesu, ja. Ne, da je s tem pravzaprav zmagal volitve, ne, in dejansko jih je, ne vem, če jih je s tem. Zdaj, po drugi strani je pa ta, se mi zdi,
polarizacija, ki še posebej, mislim, delno tudi na desni, no, ki pač to, predvsem pa na levi, no, ki slika pravzaprav Donalda Trumpa in republikance kot neke naci-fašiste, kot Hitlerjevo reinkarnacijo, ne, pa dodatno spodbuja, ne, ker realno, če gledamo mi z današnjimi očmi, ne, se zdi, češ tisti, ki bi ubil Hitlerja, ne, bi bil heroj. Ne, zdaj, če mi portretiramo neke ljudi, kot da so, bom rekel, sodobni Hitlerji, potem nekako izzivamo te heroje, da se pač razni bolniki... Da se javijo. Da se razni bolniki javijo, ne? Ja, točno to, ne. Mislim, jaz, če zdaj mogoče naveževa izven najnega skripta off-topic, ko si omenil, ne, naj nekdo, da bi izpadel heroj, nekdo, ki odstrani Hitlerja, v mojih očeh še najbliže tej figuri, globalno gledano, je ta hip Vladimir Putin, ne. Slišim pa, da ravno tukaj okoli prvomajskih praznikov, tudi 9. maj, ne, ki ga Putin sam omenja kot dan prekinitve ognja z Ukrajino, vre tudi v Moskvi, vre v kapitalskih krogih, ki so izčrpani od te dolgotrajne vojne z Ukrajino, imajo izjemno visoke obrestne mere in inflacijo in naj bi organizirali neke zametke resne opozicije Putinu, tako da viri diplomatski, ki bolj žurno spremljajo od mene, mi pravijo, da lahko tam do 10. 15. maja pričakujemo v poročilih kakšno novico o kakšnem uglednem milijarderju, ki je padel z balkona v narekovajih, oziroma da bo Putin za lasten obstanek moral počistiti med svojo oligarhijo še enkrat, ne? In drugo, kar se da hitro tudi zapreti to fronto z Ukrajino. Ne? To vsekakor ne, je dodatno še, je po zadnjih informacijah nekje Ukrajina bistveno uspešno razvija dronsko tehnologijo, s katero pravzaprav podaljšuje, ne, oziroma to območje kill zone, kot se reče, torej območje ubijanja, ne, ker podaljšuje domet dronov in s tem zelo pravzaprav škoduje tako, bom rekel, kopičenju vojakov, ne, predvsej razbija to kopičenje vojakov ob fronti, ne, torej v zaledju, ampak v bližini fronte in hkrati so zelo močno prizadeli ravno naftno infrastrukturo. Ne. Ko se je zdelo, pravzaprav, da je kriza v Iranu Putinu darilo z neba, ker so se cene nafte pospele v nebo, so potem ukrajinske sile uspele zelo uspešno alternativna pristanišča, iz katerih bi Rusija lahko izvažala dodatno nafto, predvsej v veliki meri je nesposobet predvsej uničiti nekih rafinerij. Tako da je pravzaprav Rusija tukaj v zelo hudih težavah, ne, ker enostavno ne dohaja več ukrajinskega razvoja. Ne. Zdaj si omenil Iran, pa peva na hitro še v to smer. Se spomniš nastopov ameriškega podpredsednika Vansa po začetku drugega Trumpovega mandata, ne, ko je imel kar nekaj odmevnih pridik na evropskih tleh, ne, češ kako Evropska komisija ne deluje in tako naprej. Tokrat se mi zdi, da so Američani dobili iz kontra smeri oceana kar upravičeno kritiko glede intervencije v Iranu oziroma neke nepripravljenosti. Nemški kancler Merz, pa poglejva posnetek. Die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie. Und das Problem bei solchen Konflikten ist immer, da muss man ja nicht nur rein, da muss man auch wieder raus. Ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen, zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln. Und die Amerikaner dann nach Islamabad reisen lassen und ohne Ergebnis wieder abreisen lassen. Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung, vor allem durch diese sogenannten Revolutionsgarden. Ostre besede Friedricha Merza, ne, ki pa so predvsej na mestu. Zdaj tukaj, ne, je težava pravzaprav Amerike to asimetrično bojevanje, ne, ker je recimo Iran bistveno bolj pripravljen na te napade na ladje in Hormuška ožina je praktično neprevozna, če Iranu ostane ena raketa, en dron, ki lahko ladjo zadane in jo uniči, ne. Medtem ko je za vsak dron, za vsako raketo bistveno dražje za strani Amerike tako stvar recimo razstreliti. Ne. In v tem kontekstu je pač, se mi zdi,
se je znašla Amerika v neki vojni, v katero si ni želela iti. Mislim, da je Trump pričakoval, da bo z ubojem ajatole dosegel gremo noter, gremo ven in to je to. Podobno situacijo kot v Venezueli. Ne? V Venezueli so aretirali Nicolasa Madura, ne? Njegova podpredsednica je ostala, ne? Niti ni bila potrebna zamenjava režima, ampak Delcy Rodriguez ve, če ne bom ubogala Trumpa, se mi lahko zgodi isto. Ne? Tukaj je meni zanimivo, ker je Donald Trump vendarle v prvi vrsti poslovnež, pa potem politik, in tudi pravijo v pogajanjih najprej trgovec, pa potem politik in strateg. Kako je pocenil ravno te trgovsko-ekonomske globalne razsežnosti te intervencije, vse to, kako so zanihali trgi, zanihale cene nafte in vsega. Na drugi strani pa Iran, ki ga iz Zahoda gledamo kot neko nazadnjaško družbo, zelo dobro že vnaprej vedel, kakšna bo tu njegova specifična pogajalska moč. Torej ta hormuška ožina in posledični skoki in valovanje cen, kot tudi ta teden zadnji spremljamo pri nas, kjer dizel malo dol, benzin malo gor, še vedno vse ostaja precej nepredvidljivo. Pričemer je pa zanimivo morda še to, da novi ajatola, torej sin prejšnjega ajatole, se še ni pojavil v javnosti. Zdaj domnevno je tudi on hudo poškodovan, ker je bil prisoten v istem prostoru ob očetu, ko je bil oče ubit. Zdaj, v kakšnem stanju je, ni jasno, bo pa zanimivo videti, zdaj, kako se bo to... Za konec si mi dal v bistvu nepričakovan preblisk, s tem, ko si rekel odsoten vodja, pa država se pa še kar nekako solidno drži v pogajanjih. Tako ti moram reči neki odsoten Robert Golob, ki ga res ni nikjer zadnje tedne, ampak ko pa sem gledal zdaj te seje v državnem zboru, pa sem opazil, da je nekako Svoboda vendarle tako v 4 letih postala ena taka stranka, ki zdaj že malo lahko tudi brez Goloba pluje. Skratka, opazoval sem neko sigurnost dobivajo v retoriki, zdaj opozicijski seveda, v neki novi vlogi, z Borutom Sajovicem, ki nekako daje tempo njihovim kritikam iz opozicije. Imajo tam recimo mladi par Žavbi, Lucija Tacer, ki se je tudi kar pogumno na teh sejah že oglašal, in potem imajo to skrajno krilo z Leno Grgurevič. Skratka, neka stranka, za katero se na trenutke zdi, da bi preživela še kakšna 3-4 leta tudi brez Roberta Goloba, naprimer. Čeprav bo zelo zanimivo to spremljati, ampak še bolj zanimivo bo pa spremljati pravzaprav sestavljanje aktualne vlade. Midva to počneva. Res je. In greva v Safari Special, tokrat v petek zjutraj, torej spet na hitro skozi kadrovski razrez. Še vedno nimamo fiksno vseh imen za vse resorje, tako da poveva tisto, kar je ta hip največ znanega. Poveva tudi neke ukrepe bodoče koalicije, ki se jim zdijo pomembni, pa morda niso bili eksplicitno omenjeni do sedaj. In greva tudi recimo v vsebino tistega zunajkoalicijskega dogovora z Zoranom Stevanovićem oziroma resnico. Poveva tudi, na kakšen način Janez Janša tokrat menda prvič resne razmišlja o SDS-u po Janezu Janši. Tako da vse, kar je možno vedeti o vladi, jutri dopoldne v oddaji Safari Special na portalu zanima.me. Do takrat pa bodite lepo.